Sam, a bo tole recikliranje sploh rešil svet? A je to res najboljši način? A ne obstaja nič boljšega kot to? Že vem, profesorica dr. Lučka Kajfež-Bogataj bo gotovo vedela. Konec koncev ima zelen pas iz varovanja okolja. Profesorica! Jože Devbatera. Zdravo, Jože. Kaj dogaja v tem poletju? Sprašujem se, če je tole recikliranje smeti res vse, kar lahko naredim za varovanje okolja. Že 15 let striktno vse lepo razvrščam, ampak nekako mi ostaja slaba vest. Obstaja mogoče kakšna alternativa recikliranju odpadkov? Ja, obstaja pravzaprav nekaj drugačen model, kako živimo ali pa kakšni potrošniki smo, če bi tako rekla. Seveda mi zaenkrat živimo zelo v enem takem linearnem modelu, kjer seveda stvari kupimo. Roko na srce, stvari, ki jih kupujemo, so pogosto slabo narejene, tako da se tudi hitro pokvarijo, seveda s skritim namenom, da bomo čim prej kupili novo, in to ustvarja gospodarsko rast. In ta zadeva je mogoče en čas šla, seveda z skoraj 8 milijardami ljudmi na svetu, z planetom, ki je omejen, pa ne gre več, zato iščemo nov model. Če sem odkrita, ekonomisti ga še vedno iščejo, ampak tisto, kar ta hip imamo že nekako oblikovano, je tip krožnega gospodarstva. Kjer pa ne gre samo, da bomo vse reciklirali, ampak to pomeni, da bomo tudi precej morali drugače kupovati, drugače živeti. Torej, obstoječi sistem je linearen. Kupimo, uporabimo, odvržemo. Tako. Kako je pa pri krožnem gospodarstvu? Seveda še vedno bomo vzeli iz narave nekaj surovine, ki bojo predstavljale naš izdelek, ampak seveda bomo stvari zgrabili drugače že pri samem dizajnu. Dizajn seveda predmetov potrošniškega materiala mora biti seveda tak, da se izdelki dajo dolgo časa uporabljati, to se pravi, da so kvalitetni, da se jih da popraviti, ker večina izdelkov, ki jih kupimo danes, je nepopravljivih, recimo konkretno kakšni pomivalni stroji. Stvar je ulita v plastiko in ko se pokvari, lahko samo zavržemo. Tako da to je seveda zelo pomemben del. Drug del pa tudi, koliko stvari bomo potem kupili. Kupili bomo manj, ker bojo bolj kakovostne, pa še en pomemben delček zgodbe je, ali bomo res imeli vsak svoje stvari, ki jih rabimo zelo malokrat. Delitvena ekonomija, temu rečemo, to je pa tudi zelo pomemben in nov pogled na stvari. Nenazadnje naš avto, klasični avto, družinski, je 92% časa svojega parkiran na miru. Namenjen je pa vožnji. Z delitvijo, primerno organizacijo, pravzaprav ne potrebujemo mi avta, mi rabimo mobilnost. Tako da gre za velike preskoke, miselne, ne samo tehnološke. Sej res, kaj pa podjetja? A bodo kar propadla, če se stvari ne bodo kvarile in ne bomo kupovali novih? Bolj kakovostne stvari so lahko tudi dražje. To se pravi, z manj izdelki lahko dosežemo isto stopnjo profita. Če bomo res kvalitetni, ljudje hitro dojamejo, da je za dobro stvar lahko plačajo tudi več. Seveda del podjetništva se bo moral preusmeriti tudi v popravilo. Seveda, to niso zdaj neki primitivni poklici, kot so včasih. To bo pravzaprav visokotehnološka popravila, kjer bo podjetje pravzaprav lahko te usluge tudi zelo zaračunavalo. Pa seveda tudi to, da en izdelek lahko postane čez časom nekaj drugega. V nekem drugem krogu tudi tukaj rabimo nova podjetništva. Tako da jaz se ne bojim, da bi zapirali in izgubljali delovna mesta, bodo pa seveda zelo drugačna, z drugačnimi znanji in z drugačno filozofijo. Zakaj pa rabimo skupni, torej evropski pristop? Rabimo ga že zato, ker izdelki ne nastajajo v celoti v eni državi. Če bi recimo pogledali na avtomobil in sešteli dele, iz koliko držav prihajajo, bi verjetno dobili, da imamo košček celega sveta v enem izdelku. Tako da seveda ta pravila morajo biti enaka. Spet gre za oblikovanje cen, oblikovanje davčnih obveznosti oziroma različnih finančnih mehanizmov, ki pa spet morajo biti enotni. Sicer bomo, spet hodili kupovati stvari v Avstrijo ali pa Italijo, kot pred 50 leti. Ljudje seveda morajo pa seveda tudi to ponotranjiti in veliko lažje je, če ko spreminjamo način življenja, vidimo ga, da ga spreminja cela Evropa, ne pa samo ena država.
Profesorica, hvala za vsa pojasnila. Krožno gospodarstvo, jaz sem pripravljen. Adijo. Adijo.